Gospod, tukaj sem, ker si me klical, je geslo, ki ga je naš glavni in odgovorni urednik monsignor Franci Trstenjak pel ob novi maši. Pred 25 leti v domači mariborski stolni župniji svetega Janeza Krstnika, kjer je prvič stopil k oltarju kot ministrant. Vse od takrat, od leta 1989, mariborska stolna župnija ni več slavila nove maše. To lepo nedeljo se je ob Srebrnomašniku zbralo veliko njegovih domačih, prijateljev, somašnikov, poslušalcev Radia Ognjišče, vseh tistih, ki smo se skupaj z jubilantom zahvalili Bogu za 25 let službovanja v Gospodovem vinogradu. Pri opravljanju tako duhovniške kot uredniške radijske službe je bilo slišati prošnjo, da bi svojo vidno nalogo opravljal odgovorno, z veseljem in predano Gospodu. Na srebrni slovesnosti v rodni stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika so bili navzoči tudi celjski škof in apostolski administrator mariborske nadškofije Stanislav Lipovšek ter upokojeni mariborski škof Jožef Smej, direktor Ognjišča monsignor Franc Bole, še nekateri letošnji srebrnomašniki Božo Rustja, Karel Bolčina, Ciril Istenič, pater Modest Merkač, pa bolniški duhovnik Miro Šlibar, pater Robert Bahčič, mariborski stolni župnik Marko Veršič in še mnogi sobratje duhovniki, člani malteškega reda ter redovnice. V uvodnih nagovorih smo slišali številne spodbudne besede pri vodenju radijske župnije, ki je v Sloveniji pa tudi zunaj meja prisotna 24 ur na dan. Pridigar škof Lipovšek je med drugim s pogledom na radijsko delo poudaril: "In to je tvoja največja zasluga, dragi srebrnomašnik, da si vztrajal, da si zaupal v Gospoda in v dobre ljudi, ter svojimi sodelavci iz nemogočega naredil mogoče. Za to vztrajnost in za tvoje pričevanje ti danes čestitamo in se ti v imenu cerkve v Sloveniji zahvaljujemo." Pomenljiv je bil tudi uvod v srebrnomašno praznovanje, molitvena ura za duhovne poklice, ki jo je pripravila sestra Štefka Klemen. Z molitvijo, branjem in petjem pa so sodelovali številni mladi, ki so prosili, da bi krščanski starši v srcu gojili pripravljenost, da bi dali Gospodu katerega od svojih otrok, za rast ljubezni do Boga v svetu. Še posebej so z molitvijo obdali vse mlade, ki čutijo v sebi božji klic, da bi se velikodušno predali božji ljubezni, ter se povsem posvetili Bogu in njegovemu načrtu odrešenja. Gotovo je prav vsako praznovanje srebrne maše in podobnih jubilejev odmev podobnih prošenj. Vse organizacijske niti ob slovesni srebrni maši je v rokah držal domači župnik Marko Veršič, ki se je v bogati vsebini dneva zavedal tudi pomembnega vidika dobrega dela, ki dobro dene, torej naše radijske akcije ob obletnici. Pravi, da je prav dobro delo bistvo duhovništva in da morajo dobra dela odlikovati vsak dan. In v resnici je bilo tako, saj smo ob sklepu srebrne maše na srečanju prijateljev Radia Ognjišče, ki je bilo res lepo obiskano pred mariborsko stolnico, zbrali kar 1200 evrov in mnoga živila, pripomočke za družine v stiski s področja mariborske Karitas. Lepa nedelja je z omenjenimi praznovanji v različnih oblikah pokazala, da drži tisto, kar je prinesla tudi pesem Gala zbora, ki je na željo slavljenca prepeval pri srebrni maši. Ceste, ceste, kam ve greste, se človek pogosto sprašuje. In potem ob srečevanju z ljudmi spozna, ko pa se mi čas izteka, vidim, v isto smer drži. Vedno, vedno do človeka.